Ne upamo reči ne, pretvarjamo se, da je vse v redu, nalagamo si, požremo marsikaj, potem smo pa utrujeni in izčrpani. Vam zveni znano? V tem videu vam želim povedati, kako postaviti meje, kako reči ne, brez da bi občutili krivdo, kako se res postaviti zase. In dobrodošli. Torej, kako se postaviti zase, kako povedati, kaj si želimo in česa nočemo. Mnogi od nas smo bili vzgojeni od malega naprej, bodi tiho, skloni glavo, tvoje potrebe niso pomembne, pomembni so vsi drugi, moraš ubogati. Vrlina je bila pridnost. In to je v Sloveniji še vedno zelo močno prisotno na našem kolektivnem podzavestnem nivoju. Da ubogamo, da smo pridni, da ne znamo postaviti meje, da delamo prekomerno, da pogoltnemo vse, dokler ne poči. Zakaj? Ker naše notranje bistvo, naša duša, če hočete, hoče dihati, hoče živeti svobodno. In če hočemo to narediti, se mora izraziti. In nismo več mali otroci, ki ga bo nekdo ukomandiral in mu nekdo ukazal in ga nekdo vodil vsako minuto. Zdaj smo odrasli ljudje, ki imamo možnost izbire. In lahko rečemo ja in lahko rečemo ne. Vendar pa ti podzavestni vzorci, da moram se ustreči, da moram vedno reči ja, da moram se sprejeti, da se moram prilagoditi, da fucking moram. Zakaj že? Zato, ker smo bili tako vzgojeni, da moramo vse ubogati, vse pogoltniti, vse sprejeti, vse razumeti. In to nas muči. In to nas pripelje do tega, da v najbolj enostavni verziji ponorimo, v najslabši verziji pa izgorimo. Ne moramo živeti na tak način. Kot odrasli posamezniki v 21. stoletju, v svobodni deželi Slovenija, ne moramo več živeti tako. Potrebno se je začeti slišati, potrebno si je priznati, da imam svoje potrebe. Potrebno je to tudi na spoštljiv način skomunicirati. Kako pa skomuniciramo to na spoštljiv način, zato da nas krivda ne grize? Prva opcija je, prva rešitev, ki vam jo danes ponujam, je, da sendvič sporočilo daste. Kaj pomeni sendvič sporočilo? Si predstavljate, kot da imate en sendvič in vmes je noter salamca. In tako približno morate tudi vi sporočilo dati nekomu. Ne daste mu sam salamce, ampak mu daste še zgornjo plast žemeljice in spodnjo plast. To pomeni, da mu najprej poveste nekaj, da ga pohvalite, nekaj, da se strinjate, nekaj, da ga pohvalite, zato da človek lažje sprejme. Recimo, z veseljem bom to naredila, pa daste salamco, ampak zdaj resnično ne morem. Ampak zdaj imam preveč dela. Z veseljem bi to naredila, torej prva plast žemeljice, salamca pa je, lahko naredim kasneje. Tretja plast je pa spet žemeljica, ki spet rečete, rada sodelujem s tabo. Torej, sporočilo daste lepo, ne da ga zavijete v celofan, spoštljivo ga predaste tako, da ne vržete salamo nekomu, ampak mu daste sendvič. To je prvi način. Drugi, ki je pa globi, ki ga pa tudi morate razumeti, je pa to, da si morate najprej sami vzeti čas zase. Si verjetno tudi kako stvar zapisati, se poglobiti vase in si dovoliti najprej čutiti svoje potrebe, si jih priznati, ne se več zanikati, ne se več pretvarjati, da je vse v redu, kadar ni. Potrebno začeti slišati svoje telo, če ste preutrujeni, če ste tesnobni, če izgorevate, pomeni, da nekaj ni okej, pomeni, da ne živite v skladu s samim sabo in zdaj morate živeti v skladu s samim sabo. Če je kakšen moram, še zdaj obstaja v odrasli dobi, je to moram živeti sam v skladu s sam sabo. Moram se začeti poslušati. In tu se pojavi krivda. In tu se pojavi pa nekaj, kjer je treba iti globoko. Globoko vase, da se srečamo sami s sabo, s tem globokim občutkom, da nisem vredna, da sploh imam potrebe. Zato, zakaj? Ker naše mame se niso tako počutile, ker so nam to avtomatsko sporočilo dale.
Ali pa smo kot otrok bili deležni kritike, ki je padala na nas in smo se navadili, da pač nismo pomembni. In zdaj kot odrasli je naša naloga, da te omejitve in te stare vzorce, da jih očistimo iz sebe, da jih razlomimo, razbijemo in da zasijemo. Nič ni slabšega od ženske, bom rekla najprej ženske, ki vse pogoltne, ker mi smo navajene, mi smo bile še posebej vzgojene kot pridne punčke. Nič ni slabšega od ženske, ki samo kima, sprejema, se prilagaja in misli, kako so drugi pomembni. In potem pride do ene točke, ko znori. In podre čisto vse, kar je prej se na silo trudila graditi. Mnogo bolje je sproti čutiti sebe, sproti povedati, to mi ne paše, to mi paše. Tukaj se počutim dobro, tukaj se ne počutim dobro. Zanimivo, ne? Mi smo pa navajeni reči, vse v redu. Ne, pa ni v redu. Soočimo se najprej same s sabo, vsi mlajši to znajo. Mlajše generacije in starejše pa ne. In se moramo tega naučiti. Starejše generacije se verjetno tega ne bodo naučile, mi, ki smo pa srednje, pa še smo dovolj prožni in dovolj motivirani, da lahko to naredimo. Kako to naredimo, bodite sami s sabo. Začutite ta globok občutek krivde, vprašajte se, od kdaj ga imam. Koliko je star otrok v meni, ki se je počutil, da ne more govoriti, da nima pravice do svojih potreb, do svojih želja. Kdaj sem se tega v življenju naučil? In potem je naloga, da v bistvu te stare občutke iz sebe očistimo. Da to otroško bolečino damo iz sebe ven. Da te otroške zgodbe predelamo. Da preprosto ne samo na logičnem nivoju, da razumemo, ampak globoko v sebi, da te vzorce preprosto prekinemo, ker ne želimo tega učiti svojih otrok, svojih vnukov in naslednjih generacij. Vsak od nas je svobodno bitje in mi smo mnogo več kot samo to fizično telo. V bistvu smo duhovno bitje, ki je prišlo na ta planet, da živi neke svoje izkušnje, da doživljamo stvari, da se učimo, da vedno bolj začnemo verjeti, kako pomembni smo, kako vredni smo, kaj vse nam je mogoče doseči. In edino, kar nas tu ovira, niso naši prijatelji, sorodniki, sodelavci, sosedje. Edino, kar nas zares ovira, so samo ti globoki naši notranji vzorci. Vzorci, ki nam govorijo, da pač smo nemočni, da smo majhni in da nam ne gre. In predstavljajte si sebe kot mogočno bitje, ki je prišlo na ta planet, v to človeško podobo, zato da se uči spet zaznati svojo veličino, da pridobimo na svoji lastni vrednosti. Ne, da pridobimo, ki jo tako ali tako imamo, da se jo spomnimo. Da iz sebe damo tisto, kar nam je zameglilo naš lasten pogled na našo lastno vrednost. Res neskončno vredni smo. In najbolj pošteno do sebe in tudi do drugih je, da prisluhnemo sebi, da se slišimo, da se razumemo, da razumemo tiste svoje globoke vzorce. In če želite to malo globje razumeti, jaz sem vam pripravila čudovit priročnik, kjer imate točno vse vzorce navedene in si lahko naredite točno analizo tega. So vsi zapisani in jih lahko samo preverite pri sebi, kako močno čutite, jim date neke številke in si bolj pogledate. To sem jaz. To me ovira. Torej, v priročniku imate vse te vzorce, snemite si ga, sprintajte si ga in ukvarjajte se s tem. In potem si vzamite čas. Čas, da se soočite sami s sabo. Čas, da najprej sami sebi date spoštovanje. Ker šele pol vam ga bodo drugi dali. Vzamite si, dajte sebi energijo in ljubezen, da sebi priznate, da so vaše želje legitimne, da imate pravico si želeti, da imate pravico reči ne, da imate pravico se tudi izraziti in povedati, kaj čutite, da imate pravico povedati, kdaj se ob čem počutite dobro, da imate pravico povedati, kdaj se ne počutite dobro. Da ste pa to lahko res spoštljivo povedali, pa je treba najprej sam s sabo si dovoliti čutiti,
In si priznati, to je pomembno. Nisem pomembno, kaj vse drugi želijo, drugi hočejo in jaz sem tista, ki jim bom vse ustregla. Ne, 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 ne. Jaz sem zase najpomembnejša oseba. In to, kako se počutim, je najpomembnejše. In če se nekje ne počutim dobro, je prav, da nekaj s tem v zvezi s tem naredim. In če se počutim dobro, je prav, da v to smer grem. Tako preprosto je to. In ljudje smo vse zakomplicirani in pa smo vsi skregani in ne znamo odprto komunicirati, ne znamo biti to, kar smo, in vsi živimo potem v neki pretvarjanju, neiskrenosti, slabem počutju. Ampak zdaj je prišel čas, da res začnemo ceniti sebe. Jaz sem šla sama po tej poti in vem, kako težko je, ko sebe ne ceniš in ne vrednotiš in ne znaš izraziti, ker sem jaz bila čisto z zaprtim srcem in zaprtimi usti. Nisem mogla iskreno govoriti, kako se počutim, kaj si želim. Zdaj pa vem, zdaj pa znam. In vem, kako lepo je, ko znaš se izraziti, povedati na spoštljiv način in brez krivde. To sem jaz. Jebika, to sem jaz. Vseeno, če ti bom všeč ali ti ne bom všeč, to sem jaz, avtentično jaz. In tukaj sem zato, da živim to, kdo sem jaz. Ful je fajn, ko to dojamete, ful je drugačno življenje in sproščeno in lahkotno, ko se res vrnemo k sebi, ko res čutimo sebe, ko svojo vrednost na novo odkrijemo. In zato bi vas rada povabila tudi na en pogovor, ki je brezplačen. Pogovorili se boste z mano ali z osebo iz mojega tima, kjer vam bom pokazala pot oziroma kjer lahko delate z mano in v nekaj mesecih to rešimo in v nekaj mesecih zgradite sebe v osebo, v katero boste bili res radi. In boste začeli uživati sami sabo. Uživati v svoji družbi, uživati v svojih sposobnostih in uživati tudi v mnogo lepših odnosih. Ogromno žensk, ki gre čez moj program, že po kratkem času napiše, dosti boljše se s svojim partnerjem počutim. Dosti boljše se z njim sporazumevam. V družini se imamo dosti lepše. Ne kričim več na otroke in s partnerjem sva na novo zaljubljena. Zakaj? Ker, še eno iskrivnost vam povem, ženske smo tu močnejše in ko se ženske naučimo izraziti, kdo smo, kaj si želimo, kako se počutimo, se vse v družini spremeni. Ker čustveno področje je naše področje. In tako kot so moški močnejši po mišicah in mnogo po fizični konstituciji in lahko na tem področju nas prekašajo in mi sploh ne rabimo tekmovati z njimi. Čustveno področje pa naše področje, drage moje dame. In če kdaj, potem je treba tudi za voljo dobrih odnosov, če ne samo zaradi sebe, si prisluhniti, se spoštovati, se razumeti, se naučiti pogovarjati, ampak naučite se šele takrat, ko globoko v sebi premagate občutek manj vrednosti, občutek, da ne smete govoriti o sebi, občutek, da ne smete sploh povedati, kaj čutite, ali še slabše, kar imajo tudi mnogi, ki pridejo do mene, da sploh imajo občutek, da ni varno čutiti. Pa je varno čutiti. To so samo stare zgodbe, otroške izkušnje, ki se jih da prelomiti. Prvi korak vam je, da si vzamete priložnik in si ga sprintate. Tisti, ki hočete pa rezultate, ki hočete spremeniti svoje življenje, evo, tu sem za vas, najbolj uživam, ko lahko te vzorce spreminjam, tako da se prijavite na osebni pogovor, lahko začnem z vami delati in v nekaj tednih, v nekaj mesecih boste začutili, kako neskončno vredni ste, zravnala se vam bo drža, dvignila se vam bo glava in z lahkoto boste povedali, kaj si želite, kako se počutite. In z lahkoto boste na ta način peljali svoje življenje, brez da kažete, kdo vse drug vam je kriv, če se vi slabo počutite, ampak boste vedeli, jaz sem mogoče zase ta trenutek problem, ampak jaz sem rešitev. In kaj lepšega kot to? Rada vas imam, navijam za vas in verjamem v vas, in na vas pa je seveda, da se odločite zase, da res hočete živeti v skladu sami s sabo, da si priznate svoje želje, svoje potrebe, da znate čutiti to, kar hočete, česa nočete in da to tudi na spoštljiv način poveste.
Pripravila vam bom pa kratko meditacijo še, tako da naslednji teden ostanite z mano. Če še niste se slučajno naročili na moj kanal, se naročite. V naslednjem tednu, v naslednji meditaciji pa vas že vodim tudi globje v te vaše občutke, kjer bomo skupaj šli malo globje in si res dovolili zjokati staro bolečino, dati ven, prekiniti stare vzorce in se začutiti kot osebo, ki je neskončno vredna. Vredna tudi, da govori o tem, kar čuti. Tako da naslednji teden imamo skupaj meditacijo, zaenkrat imate pa se prijavite na uvodni pogovor oziroma si sprintate priročnik, začnite razmišljati, začnite pišati in začnite trenirati, da beseda lahko gre tudi iz vaših ust, pa da je to res koristno za vas, da vas ne ogroža, tako kot vas je mogoče v otroštvu ogrožalo, niste mogli povedati, bili ste ogroženi, bili ste tiho, ker je bilo najbolj varno. Danes pa je najbolj varno sebe čutiti in izraziti to, kar si želimo in česa nočemo. Evo, smo povezani, smo skupaj in se veselim sodelovanja z vami še naprej. Srečno!